V državnem zboru je ta teden potekala obravnava protikoronskega finančnega paketa, znanega tudi pod imenom megakoronski paket oziroma veliki megakoronski superpaket. Poimenovanje, pri katerem nismo čisto ziher, če gre za finančni paket ali za koncert dalmatinskih klap. Je pa res, da je paket bil velik. Celo tako velik, da bi se v njem skoraj kaj izgubilo. Recimo člen številka 104. A predlog 3 milijardne pomoči državljanom in podjetjem so zasenčili pomisleki o ustreznosti razširjenih pooblastil policije v času epidemije, predvsem nadzorovanje oseb v karanteni s sledenjem preko mobilnih telefonov. Če bi člen sprejeli, bi policija lahko lokacijo osebe v karanteni nadzorovala kar preko mobilnega telefona, kar je verjetno najbolj neučinkovit način nadzora, ker lahko telefon preprosto pustiš doma, se ga nimaš pršiti ga na svoje dlani. Razen če si najstnik. Potem je tak način nadzora popolnoma smiseln. Javnost se je takega zakona seveda ustrašila, ker člen ni imel roka trajanja in ker vemo, da se lahko zakon dovoljeno je zasledovanje ljudi v karanteni, v prihodnosti hitro lahko dopolni stavkom in vseh drugače mislečih. Še več prahu pa je dvignil 103. člen paketa, ki bi policiji omogočil sledenje, aretacije in vstopanje v stanovanje brez sodnega naloga, če bi nekdo po vrnitvi iz tujine kršil karanteno. Torej bi podobni ukrepi veljali za vse ljudi, ki se vračajo v Slovenijo, pa naj gre za smučarje iz Italije ali pa borce iz Sirije. Celoten zaplet s spornima členoma deluje, kada je trenutna vlada na skrivaj poskusila v korona paket dodati par stvari, ki so mislili pač, da jih ne bo noben opazil. Gre namreč za člena z zaporednima številkama 103 in 104. Najbrž so predvidevali, da se nobenemu ne ljub brat naprej od 100. člena. Postotki, bolj kot ne napišeš, kar ti paše, pa bo šlo skozi. Da, pod 100 napisal, da se nafta podraži vsako polno luno, pod 103 pa dej policiji par manjših pooblastil. Pod 107 pa dej Stožice preimenujemo v stadion Janeza Janše. Sporna člena so zaradi nasprotovanj preostalih koalicijskih partneric iz mega, super, duper, ultra koronskega paketa umaknili oziroma omilili. Opozicijski poslanci pa niso podprli niti predloga o aktivaciji vojske na južni meji. Ne vem, zakaj se meša noter določene reči v tem zakonu s tem, da se rešuje gospodarstvo. Gospodarstvo je gospodarstvo, vojska je vojska. Ne naredijo dva zakona različna, pa se o dveh zakonih pol obravnava na drugačen način. Ja, ima točno tako. Gospodarstvo je gospodarstvo in vojska je vojska. Še nikoli se ni zgodilo, da bi nekdo povezal ta dva pojma. Do različnih mnenj med opozicijo in koalicijo pa je ta teden prišlo tudi pri sestavi Komisije za nadzor obveščevalnih služb. Tam ima vedno večino opozicija, kamor vladajoča koalicija šteje tudi poslance Slovenske nacionalne stranke. To pa njihovim kolegom iz Levice ni najbolj všeč. Kot vemo, je pač Jelinčičeva SNS podprla in proračun in vlado in pač kaže neko večjo naklonjenost do te koalicije kot pa neko opozicijsko držo. Prav ste slišali, Levico je zmotilo to, da SNS drži s koalicijo, čeprav ni v njej. Nezaslišano. Kje ste že videli, da bi neka stranka sodelovala z vlado, čeprav uradno sploh ni del koalicije? Kako bi sploh imenovali tak odnos, kjer je stranka v partnerskem odnosu z vlado, ampak je vseeno izven koalicije? Izven koalicijska partnerca? To je čisti absurd. Kje stoji? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.